Dobro večer vsem skupaj. Prisrčno pozdravljeni. Pozdravljamo prav posebej predsednika naše Goriške univerze, predsednika Akademije znanosti in umetnosti in vse ljubitelje, vse umetnike, tudi doktorje in tiste, ki jih zanima res, kaj je arhitektura in umetnost. Seveda prav posebej pa pozdravljamo našega predavatelja, mojega prijatelja Borisa Podreko, ki bo danes dal tu čast in tudi milost, da se je oglasil. Čeprav stalno potuje po svetu, ampak je dobil toliko časa, da lahko bomo slišali malo, kaj je skrivnost človeka in kaj je skrivnost njegove arhitekture. No, pred par minutami je podpisal vabilo in mi je napisal, da ni nujno, da je inovacija vedno in inovacija je ponavadi tista, ki zgreši. Prav zaradi tega, ker verjetno v inovaciji pozabimo na bistvo človeka in tistega, kar človek rabi. Pozabimo na mogoče duhovni kontakt. No, ker bo profesor vse to povedal, jaz bi ga na kratko zelo elementarno predstavil. V tej knjigi je med znamenitimi Slovenci, ki ne vem, če on pozna, je tudi zbran kot arhitekt zraven Plečnika in še ostalih iz celotnega področja, iz 3. stoletja, začeli s Hieroninom in potem so tukaj vsi predstavniki tistega, ki so nekaj dali za slovenski. To je sicer en izbor. Potem pokažem pravzaprav našega skupnega profesorja Macarjola in šolo, ki smo jo skupaj, oziroma ki jo on organiziral v Benetkah kot profesor na arhitekturi, njegova žena Ema Stojković, tudi profesorica na Filozofski fakulteti, čista Slovenka iz Stare Gorice, ampak ni znala več slovensko. Ampak ko smo mi prišli v Benetke, ta družina sprejela, kot da smo mi njihovi člani družine. No, potem seveda na različna pota je profesor Podreka sicer študiral v Trstu gimnazijo in prvi, ki ga je navduševal, je bil seveda Černigoj, ki je bil tudi skupni, tudi moj prijatelj. Seveda on ga je pa res kot človek, ki ga je navdušil kot otroka, kaj je pravzaprav umetnost, z širšo paleto duha, od umetnosti do arhitekture, do slikarstva. In Černigoj, vemo, da je bil avantgarda in da je prvi študiral v Ulmu, prvo šolo, ki je bila za dizajn zelo znana, v Ulmu je on končal. To se pravi, da nekako ta štafeta gre kar naprej, potem tudi v mlade rodove. To, kar je ta vsebina in tudi 50 umetnikov, ko je profesor Macarjol potem umrl, je rekel, dajte zadnjo razstavo, ki je odprl, je bila na Goriškem gradu, ki je združila vse Slovence, malo to je bilo leta 87, to se pravi zelo zgodaj, kar je bilo zelo težko, da smo tukaj bili enakovredni z Italijani. In tukaj Italijani so prvič dali Goriški grad. No, je rekel, dajte čuvati to, kar smo se naučili in danes mi to počenjamo naprej. Gotovo moramo omeniti tudi Karlo Scarpa, je spet ena druga šola, no, Plečnik, gotovo. Potem pa obstaja pa tudi židovska šola, kjer povezuje Jeruzalem, pravzaprav vse, kar je najboljšega na svetu in tudi gospod Podreka je sodeloval. Jaz bom v kratkem dal besedo, bi pa rad 7 točk si zapisal. Mogoče bomo danes kaj spregovorili o tem. Keopsova piramida, stara oblika se imenovala Pahenoh. Tam so skrivnosti človeka pred to civilizacijo. In vem, da tudi Boris je veliko o tem študiral. Potem je Teotihuacan, to se pravi celotno sistemi piramid, kjer so v glavnem zapirali duhovno in tudi umetniško lepoto. Vemo, da je Boris študiral tudi v Panteonu, Panteon v Grčiji stari, Partenon, oziroma Panteon v Rimu, Parteon v Grčiji, Patal Buhvanešvar, to se pravi, so
pota, ki mimo njih moramo iti, to se pravi, narava je največji arhitekt, to se pravi, kar je v zemlji. No, jaz sem dodal še dve zelo pomembne zadeve, ker mi smo Primorci tukaj, Devin in Divača. To se pravi, ta pečina veličastna in tudi podzemni svet jam, ki so pod Divačo. Mogoče pa zdaj bi pa kar odprl in potem prepustil. Tudi Piran je pravzaprav genialno rešil s tem, da je najprej narava oblikovala tudi piransko punto, potem pa tamandrač, no, ki ravno prihaja iz Indije, za rojstni dan, je naš Boris položil jajce noter, ampak seveda naši predniki so polagali mreže in ni slučajno, da mogoče tudi na začetku bom o tem govoril, ampak prepustimo njemu. Prinesel sem pokazati še en oreh, ki je pa simbol naše kmečke kulture, slovenske kulture, mi evropske kulture, ki vse izhaja iz narave, vse se v naravo vrne. To pa je najlepša, najbolj popolna oblika. Trenutno je pa ta kamen iz tigrovo oko. Pazite, ker smo zelo resno, govorimo o malo hecu, ampak moramo iti v globino. Profesorja vabim, da nam pokaže, jaz se mu še lepo zahvalimo, da je prišel, da je dobil toliko časa, ker vemo, da je zelo zaseden in vse najboljše. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, Oskar. S tabo je vedno človek pade v globine, ne, v te sinusoide, mi tako, ki si mažemo čevlje po gradbiščih, ne, vsako toliko je zelo prijetno pravzaprav slišati tvoje metafore in to raznolikost kultur, ta voh po teh ekstremnih ideogramih, ne, ki jih imamo v svetu, ki ni samo osredotočen na eno določeno regijo. Hvala za povabilo univerzi tudi in sem slišal, da imate lepe in krasne programe, da so ljudje tukaj tudi od izven in da ta šola, bi rekel ta nova šola, da se kaže, ne, kot se reče, da se kaže. Če zdaj grem na to stvar isto v drugem, to nekje pomeni, da več ali manj danes imamo v arhitekturi, v oblikovanju, jaz imam dosti slik, ampak jih bom hitro pokazal in bom skušal, da to predavanje ni tako samo, kako bi rekel, profesionalno, ne, ker je dosti ljudi, ki pač niso iz stroke. In te dve tendenci, ena je ta kontekstualna, ki govori, da pravzaprav to, kar delamo, filtriramo iz neke memorije, torej iz stvari, ki so že tukaj, iz nalaganja, iz slojevanja in teh stvari, in potem osredotočimo lastno poetiko ali lastne stvari v nek kontinuum, v ta sekvencialni galop teh različnih dob. Druga teza je sigurno antikontekstualna, ki pove, da pravzaprav artefakt, ki ga delam, je sam po sebi že kontekstualen, se pravi, je en kamen med kamni, ki ima eno svojo avtoriteto in tudi eno svojo obliko, eno svojo voljo in da pravzaprav je lahko tudi, če hočem, če bi rekel, narcis je samozadosten in plural teh samozadostnosti je že kontekstualnost. Jaz osebno, kako bi rekel, tako z lastnim sistemom nerv, z emocijo in z mentalnim sistemom se nekje blizu te prve ideologije, ampak v zadnjih časih, ker arhitektura postaja vedno bolj label in brand in market in tako naprej, skušam za eno bipolarno tezo, kako bi rekel, eksistirati kot arhitekt, se pravi vzeti v obzir to, kar čas potrebuje, kar mi čas nudi, ampak z druge strani tudi etično zahtevati od časa stvari, ki bi rekel niso tako merkantilne, niso tako razvidne in nosijo v sebi tudi neko etiko, neko zgodbo, neko pripoved. Seveda te stvari jaz ne delam sam, torej obstaja ena širša družina
so tudi tukaj, ne vem, Marko Lavrenčič in Matej, kje je Matej, ga ne vidim, torej so Sandi Pir, so različni tudi mlajši arhitekti, mlajši Slovenci, s katerim sem delal in so delali v mojem ateljeju, in je tako tudi ena majhna družina, ki so vsi individualisti, ampak ena lepa družina, ki pravzaprav dela, ki je med nami in to se dogaja v pluralu, se pravi, jaz nisem nek singular, ampak sem kot arhitekt tudi en plural. Isto v drugem, Max Silberer, en zelo talentiran mlad človek, en psihiater, je bil učenec Freuda, pa je bil tudi v konfliktu s Freudom, je pravzaprav govoril, da obstaja ena drža, ki je v ozadju, ki se pa kaže v različnosti. Torej, ena stvar, ki zelo imam rad, je ta poetika različnosti, kot je poklical enkrat, ko sem imel razstavo Friedrich Achleitner, en naš demiurg, kritik, in se podrazumeva, da arhitekt ni, bi rekel, v ospredju, se pravi, ni tako katalogiziran kot nek mit, kot nek simbol, ampak je režiser v ozadju specifičnih stvari za specifične funkcije v specifičnem času. In to je ena teza, po kateri jaz skušam delati, torej ne ta, kako bi rekel, pripoved v ospredju, ampak pripoved v ozadju, kjer pa lahko zaslediš avtorja v eni drugi instanci, torej ni tako alla prima viden. In arhitektura in arhikultura, se pravi isto v drugem, pomeni to, kar sem zdaj malo povedal. In arhitektura in arhikultura, arhikultura je ena beseda, ki jo imam zelo rad, ker arhitektura je pač nekaj zelo direktnega, zelo merkantilnega, zelo pragmatičnega. Ampak, če arhitektura, torej če ta pragma nima za sabo neko etiko, neko zgodbo, eno poboljšanje ali vsaj eno željo po poboljšanju tega sveta, pol je to samo arhitektura. Jaz se trudim, da bi to delo, ki ga delamo v skupini, ki ga delamo s sodelavci, bilo bolj arhikultura kot arhitektura. Tukaj je ena majhna polemika, o kateri zdaj ne bi rad tako govoril, ampak je tudi en pogled na svet za tem. No, zdaj lahko gremo na slike, a se lahko malo te luči, malo ja. A to moram jaz zdaj napraviti, ja, tako. Kaj se je zgodilo? No, začnem z eno delo, ki ga poznate, ki je pravzaprav Piran. Mene so vedno zanimali ti miljeji, kako bi rekel, ki se ne tržijo. Se pravi, ena arhitektura, ki jo ne moreš prodati, ki je pravzaprav bolj arhikultura, in se pravi ta sublimacija teh prekrasnih krajev, ki so med nami, ki pa so bili nekako pogoltnjeni od vseh teh čudnih stvari, torej, kako se reče, trafik je promet, ja, promet, recimo promet, in torej ta turbokapitalistična umazanija, ki je še danes med nami, in to, kar me zanimalo, je bilo pravzaprav ta etika, to čiščenje teh stvari. Tako nastajajo ti miljeji, ni samo trg, ampak so miljeji, ena beseda, ki jo zdaj imam zelo rad, nastajajo ti miljeji, to smo začeli pred 20 leti in smo ga zdaj končali. Torej, arhitektura ima eno svojo specifično trajnost, človek mora imeti dobre nerve, slikar, gospod Jemec, naredi zelo hitro eno svojo sliko, eno svojo lepo sliko, ampak jaz naredim en trg in traja 2 leti in ti narediš 25 lepih slik? Ali ne? Ali manj? 20, dobro. Tako da pravzaprav v teh delih, torej jaz sem napravil ogromno teh javnih prostorov,
verjetno smo nekje rekorderji v Evropi, pravijo drugi, in gre za to čiščenje, se pravi, najdemo te tumorje, St. Pölten, eno lepo mesto, ki pa je ta nova družba ga je popolnoma profanirala in to, kar pol delamo mi, je pravzaprav neko čiščenje, ne, taka, bi rekel, nova formalna, neka nova oblikovna morala v temi trgi, torej nova luč, novi tepihi, nove teksture, ta triumf materialitete, torej ta eros enega kraja, kateremu sledimo, zgodovini, geografiji in ki ga skušamo z našim časom pol oplemeniti. Tako nastajajo te ogromne teksture, 300-400 metrov, ki pravzaprav skozi oblikovne elemente postajajo tudi prostorni del, eni tepihi, eno prekrivanje in tako naprej, in dajo mestu zopet eno središče, torej nekaj, kar je čednega. In ker se seveda v teh novih salonih, ki so nekoč bili parkingi, torej te, kako bi rekel, turbokapitalistični simbolčki v barvah, ki so postali pravzaprav primadone v naših mestih, gre za neko čiščenje in za eno novo moralo, kjer se pač dogajajo stvari, kjer so igre, kjer je kultura, kjer so teksture, kjer so mrzli tepihi s kamni, polikromije, monokromije, luči, torej toliko fantastičnih tem, ki jih je človek takrat, ko sem jaz začel te stvari delati, pred 30, 40, 20 leti, pravzaprav so bile nove. In seveda tudi moji najljubši trgi so padajoči trgi, recimo v Italiji imate Arezzo v Toskani, ki je zame najlepši trg sploh. Torej ti padajoči trgi, ki kot če krokodil odpre usta in vam da tiste krasne perspektive. Torej ti padajoči trgi z svojo zgodovino, z veliko mamo, z gozdom, z vodo in ki pač skušate potem interpretirati z temi različnimi polihromijami in to osveženje z vodo, ta velik monolit, ki je poševen in počasi se dviga, postaja skoraj vertikala in voda, ko teče, pa je ta prava, recimo, vertikala. No, to so vse te igre, torej ta eros ene materialitete in tudi eros biti med ljudmi, torej srečevanje med ljudmi, eno stvar, ki smo zgubili danes za telematiko, s televizijo, ne, pivo, športna tekma, gremo doma, torej ta komorna glasba, se pravi, napraviti iz te komorne glasbe neko, bi rekel, simfonijo. Seveda obstajajo različne kulturne geografije, recimo kot je Italija, Krmin, obstajajo majhne polikromije, obstajajo perspektive, obstaja arheologija, ki jo človek slučajno najde, ki so jo iskali leta in leta, ko se dela trg, te stvari se najdejo. In obstaja tudi ta parlante, se pravi ljudem povedati, da to, kar je ta turbokapitalizem tako asfaltiral, tako nesramno zbetoniral, ja, da pravzaprav je tudi neka humana arheologija za tem, da so bili izvori v teh pjacah, kje so bili, so velike karte aluminija, so visoke karte. Poglejte, kakšne lepe stvari imate tukaj, te freske s temi arhitekturami. In pravzaprav skuša vedno dati nek tak parlante, to bližino teh stvari, tudi te umazanije in kaligrafije in tako naprej, torej pokazati ljudem pravzaprav, kje so, kdo sem v tem specifičnem prostoru. So tudi slovenski trgi, recimo ena stvar, ki sem videl v Pekingu, črni trgi, torej črn kamen, ki je ena prekrasna stvar, tudi tam, kjer je bila industrija. In so različne teksture, torej ni preveč formalnih ekzibicij, monolit je monolit, elipsoid je elipsoid, tekstura je pač da v svoji oblikovnosti, v svoji materialiteti nek eros tem prostorom in pol se človek, arhitekt se mora ustaviti seveda, ne? Ker to, kar mi delamo v arhitekturi, je samo passepartout in ne slika. Slika so ljudje, ki hodijo, ki se premikajo in tako naprej. To, kar mi delamo, so samo okvirje, torej okvirno dejanje.
recimo Split, ki je najlepša vila, Dioklecianova vila, najlepša vila te dobe, ki je danes en parasit, zelo zanimiv, dialektičen parasit, ki ima najlepši zid, rimski zid, in gre za ta velik prostor, ki sem ga oblikoval, ki je pravzaprav en prostor, ki je en hermafrodit, torej je pol, Italijani rečejo giardino pubblico, tak gozdiček, in z druge strani pa je tudi en element arheologije, en element kamna in teh stvari. Kot veste, Benečani so posekali vse te inzule, ker so nekoč bili jeleni in tako naprej, je danes kamen, ampak to so bili paradiži, te stvari. In to je pravzaprav ta transformacija, je obenem tudi restitucija nekaj originalnega, kar je bilo odvzeto in ki se vrača kot zelena inzula. Torej ena, bi rekel, taka metafora. In je tudi en hermafrodit, ker niti ni trg in niti ni gozdiček, ampak je nekaj vmes. To je ta prekrasen zid. In seveda ta prekrasen kamen, torej ta ljubezen do monolita, ne samo obloga, to so vse rasni monoliti, dublaža vode in tako naprej in tako naprej. Torej tu obstaja nek eros za materialiteto, eros za mesto, eros za srečevanje, eros za osveževanje dvojne vode, ker otroci tečejo in tako naprej in tako naprej. Torej obstaja ta želja po eni purifikaciji tega prostora. Imamo samo eno življenje, ga ne bomo zapravili v novih mokasinih, na grdih kamnih, v asfaltu. Tudi Trst, eno mesto, ki zame je eno zelo ambivalentno mesto, ker sem odrasel in ker ga poznam tudi ozadje tega mesta. Mesto, ki je bilo prekrasno, ki je imelo te krasne arhitekture na vodi, ker si je pelo in pilo in ta kvartir, terezijanski kvartir, to so bile soline, na mesto asfalta so bili kanali, nekateri so še ostali, in danes je to eno od največjih evropskih groznih parkirišč, se pravi na ta dzip, ki z ene strani združuje, ampak tudi razoblikuje to alpsko kulturo in mediteransko kulturo, torej ta dzip, ki ima eno tako neverjetno simbolično funkcijo, je morda najbolj profaniran dzip v Evropi, torej ta grozni asfalt in ta neskončno, ta bleh solata, tiste majhne živalce, ki se premikajo, ti fiati, ki se premikajo. In seveda, to je tudi ena nagrada in bienale in tako naprej, ampak v tem mestu se ne dogaja nažalost dosti, torej to je mesto, v Trstu pravijo botegerjev, torej manjkajo velike osebnosti, manjkajo, kaj zvem, Joyce in manjkajo Svevi in naš Pahor, Boris, ki ga jaz zelo spoštujem, velik prijatelj, je morda še edini, ki je tako ostal neoskrunjen v tej majhni, merkantilni, epikurejski, tržaški družbi. In to je pravzaprav ta lungomare, ker ni več teh avtov, ker imamo podzemne garaže, in ideja je bila vrniti mestu, ki je zdaj popolnoma tako odkačeno, vrniti mu tisto likvidnost, tisto srečo biti na vodi, z različnimi telesi, z različnimi arhitekturami, ki zdaj ne bom konkretne hale, hoteli, biznis centri in tako naprej, torej dati temu mestu to podobo, ki danes je tako defenzivna nasproti vodi, ampak te trampoline, to željo za to likvidnost. Torej to so ti prostori, ali recimo ta trg, tudi to je ena kombinacija enih mojih idej in idej enega francoskega arhitekta, ki ga ni več, ki ga zelo spoštujem, je moj prijatelj v Parizu, so bila skupaj tam na šoli, v UPI, Bernard Hueta, je tudi en kompromis. Jaz sem si želel vedno ta trampolin, ampak nekdo, ki pozna Piazzo Unità, ve, da je tukaj en spomenik, kako se reče, irredentistov, torej en tak močen nacionalen simbol, ki se ga jaz hotel iztrgati s tem trampolinom, to mi je prišlo prav, ampak nažalost je zmagala ena druga ideja. In potem so pravzaprav to odkrivanje vod, kje so bile vode, analogije kanalov, torej ta sreča biti
na vodi v mestu, torej mestu, ki je res, bi rekel, kot pravijo Nemci, Adriatisch, ne? In potem pride, če gremo zdaj proč iz teh trgov in teh salonov, teh mestnih salonov, in gremo že v neko purifikacijo teh mest, majhnih mest, torej mesto v mestu v mestu, kot ruske pupen, kako se reče, lutke, ne? Najdemo recimo, ne vem, Koper, ki je bila ena inzula, Koper, ki je bila ena krasna inzula, ki jo je fašizem potem bonifika, ne, fašistična bonifika, torej je to izolo odtrgal morju in jo privlekel. Potem je prišla epoha komunizma, socializma in je tisti majhni protosocialistični kapitalizem, ne, s temi firmami, ki so se tam naselile tako kaotično, nastala neka čudna stvar in teza je bila pravzaprav zdaj, seveda človek ne more iti nazaj na vodo, ampak imeti en park z enim predmestjem, se pravi vse funkcije, ki tukaj nimajo prostora, so tu, kunsthale in muzeji in kaj zvem. In ta majhen labirint, ki pravzaprav izhaja iz teh minimalnih prostorov, ampak v eni bolj moderni obliki, se pravi zmeandrirati to pročelje, ta vrata z inštitucijami, ki jih mesto več ne more prenesti, jih dati pravzaprav v ospredje. To so zdaj te intervencije, ki so več kot trg, torej trg, ki je razširjen na majhno mesto. Eno konkretno delo, ki ga zdaj delamo, torej tu se že vidi, se vidi že dosti, Lago di Garda, Campione, eno krasno mestece med dva tunela in imamo en tak protoindustrijalen objekt, kateremu nočemo odtrgati memorijo, torej ko gledamo ta nov element, je razpoznavno tudi tisto, kar je bilo, ampak seveda etetizirano, torej v novih funkcijah in nastajajo recimo tam, kjer je bila ena velika fabrika, nastaja en hotel s temi novimi kristali, sobami, nastaja en hiše in marina in kaj zem, različne stvari, en nov trg, stare stvari, nove intervencije, nove v starem, torej nastaja en tak dialektičen odnos, novo življenje in memorija, memorialno novo življenje. Recimo tukaj vidimo dobro, to je ta velika palača tega človeka, ki je tukaj imel, Italijani pravijo filandra, torej je, kako se reče, tovarna za tekstil, ne, za svilo, ki so delali, torej celo mesto so bili delavci in ti ljudje, ki so delali te svile in te stvari, industrija, ki je danes več ni, ki je danes najdemo v Hongkongu, v Aziji in te stvari, torej ena stvar, ki je izumrla in je to zdaj kupila ena velika firma, Copsete, druga največja v Italiji, ki dela tudi z Renzo Pianom, dosti stvari, torej stvari, ki poznate, jih delajo tudi oni in ki pravzaprav skušamo ujeti ta odnos, ta, kako bi rekel, spoštovanje, ampak ne preveč spoštovanja za staro, se pravi to meandrirati to historijo med temi novimi intervencijami in to veliko mamo, ki pravzaprav drži to majhno mesto. Torej tukaj delamo pravzaprav celo mesto. Seveda, razen teh opek, vsaj v mojem delu je ta eros materialitete zelo prisoten. Jaz vem tudi na šoli, ko sem študiral, ko so bile še takrat v modi tako tisti stili, ne? Ena huda stvar za arhitekturo, postmoderna, ti si dekonstruktivist, ti si minimalist, torej ta enciklopedičnost, ki si jo je arhitektura izposodila iz umetnosti, ker je umetnost legitimna. Arhitektura ni umetnost, arhitektura je en inteligenten kompromis, ki seveda nosi v sebi eho umetnosti, ampak ni umetnost. In tako prav v teh odprtih prostorih se vedno skušal, kako bi rekel, nekako postaviti v en tih korzet formo, ampak dati teksturo, torej ta pripovednost materialitete, pripovednost, zgodba ene teksture. In imamo seveda te dihotomije, toplega in mrzlega, in metal in bron. Cipollino, zame najlepši kamen, je grški kamen, to je zame sploh najlepši kamen, ampak to bi bila zdaj dolga zgodba, zakaj in kako.
In tako nastajajo, zopet smo ta tema, torej ta mesto v mestu, trg, ampak tudi druge stvari. In nastaja ta trihotomija, bi lahko rekli, med parterjem, ki je ta trd kamen, s temi fantastičnimi teksturami, torej to zgodbo, to ornamentalno, ampak ne sladkobno, ampak naravno zgodbo teh tekstur. Imamo srednje dele, ki so biroji, torej profane funkcije, in to, kar je les, to je prvi projekt v Italiji, kjer imamo les v središču mesta. Italijani, kot veste, les, torej za ta Alp, za element Alp, nimajo dosti posluha in to, kar vidite v lesu, to pravzaprav so mezonete, je stanovanje. Torej imamo ta tripartito različnih materialitet, vsaka materialiteta ponazoruje eno določeno funkcijo. In nastaja ena galerija, ena majhna piaceta in glavna piaca, to je središče tega mesta, ker imamo tudi druge intervencije. In pravzaprav to se zdaj bere, ne, torej ta, kako bi rekel, ta čokolada, ne, v mestu, ker pravzaprav nimamo teh tekstur, ampak imamo nekaj drugega, se razbirajo te različne funkcije skozi različne materialitete. Recimo, to so zdaj ti vhodi, kjer je kamen, kot vidite, le samo obloga in pokažemo te kosti. Kamen je zdaj nek medelement med starim in med novim, se pravi ta kamen, ta tekstura, ta Grčija, ki je naša kultura, povezuje te elemente in potem seveda od tega oblačenja gremo pol na grški monolit. To so prekrasni monoliti, kjer smo odprli en kamnolom v Eubeji, je bil en kamnolom, ki je bil že mrtev, ampak Adolf Loos je pobiral kamen iz tega kamnoloma, to so tiste naše štorije, dunajske in tako naprej, ne? In človek mora imeti srečo, mora najti enega klienta, ki vam verjame te stvari, torej to niso triki, ne? Ampak je, kako bi rekel, je ena zgodba, ki je tudi moralna zgodba, ena zgodba, ki ni anticiklična, ne? Je ena resna zgodba in morate najti enega, ki to razume in vam te stvari tudi financira. In ker pol imate vedno te dihotomije, toplo in mrzlo, les, polne in prazno, torej vse te štorije, ki jih ima arhitekt in zame osebno vedno zelo pomembno funkcija iritacije v arhitekturi. Torej želja ne po tistem banalnem happy end, ne, da se vse tako lepo konča, ampak vedno postaviti v sintakso tega teksta, teh tekstur, tudi vprašanje, ali je tako. Se pravi, kako bi rekel, te iritacije, ki so zame zelo pomembne, se pravi prostori, ponavadi je to bar, so prostori, kjer pozabiš realnost, ker v življenju rabiš tudi eno tako biti na oblaku, kako se reče, ne? In to so majhne mizice, ki so kompjuterizirane, kjer lahko menjam barvo. Torej jaz v prostoru sem v enem takem arkobalenu in lahko menjam vse mogoče barve. To so majhne stvari, ampak zame pomembne. In seveda zdaj pridemo na te različne teksture, tudi to je luč, torej ste v enem abstraktnem miljeju in pridemo do barve, rdeče barve, ki je zame, kako bi rekel, edina resna barva, torej barva zelena, kaj zvem, rumena, modra, ne, nebo, horizont, morje, narava, ampak rdeča je barva, kako se reče, kardinalov, revolucionarjev in kraljev, ne? Torej v Šangaju, če greste v šole, če hoče vaš sin, mora biti srečen v življenju, ga oblečete v rdeče. Torej ima ta neverjeten simbol, torej zame je to edina barva. To je bil en moj esej v enem znanem časopisu arhitekture, ki je sprožil iz ne vem zakaj eno tako neverjetno polemiko v Franciji. Pocampark je bil za to, in drugi niso bili za to in se je začelo diskutirati takrat, ali je arhitektura polihromna ali monohromna veda. Torej tudi to je zanimivo, da arhitekt takrat mora sprožiti recimo neke take debate, ne, da ni samo gluh. Z ene strani torej je ta barva, ki je potrebna, da se ena stvar ne konča v tistem lepuškastem odnosu do sveta. Iritacija. Z druge strani pa me je vedno začela zanimati pred, ne vem, 10 leti, 8 leti, ta obleka sveta, torej te narave,
se pravi fotosinteza, srečanje z soncem, z toploto, z vodo in z naravo in ta barvni premik, torej ta polihromen premik, ki je okoli nas, ampak vedno mislimo bele hiše. In ta element te fotosinteze se odraža v človeški roki, ko išče geometrijo, se pravi, ko začne tolči neka določena ali agrarna ali neka druga funkcija in to se spremeni v metamerijo, torej to so metamerične elementi, ki se potem disciplinirajo v arhitekturo. Torej od fotosinteze do te kože. Torej to je bila ta druga plat, torej ne ta rdeča revolucionarna, ki je zame tudi zelo pomembna, ampak tudi tako, kako obleč termiko, torej te prostore, v katerim rabimo termiko, da daljše živimo. In to so pravzaprav to pletenje, seveda to zdaj ima, to ne bom zdaj govoril teorije Gottfrieda Semperja in tako naprej, to so bolj take stvari za arhitekte, ampak iz teh stvari pol izhajajo arhitekture v določeni kromatiki. Torej ena firma, s katero delamo, delajo tudi drugi moji sodelavci, NCS, ampak ta gospod, slučajno že leta, jaz delam s to firmo in so me tožili, RAL recimo, ta firma me že dvakrat tožila, ker vedno govorim po predavanjih, da je to pravzaprav zelo slabo. Je tako ena okusna, nescientifičen pogled na barvo. In slučajno na Silbi zraven nas tisti gospod, ki si je izmislil ta NCS, torej ta fantastičen sistem barv, vsakih 10%, križanja, arkobalena in teh stvari, torej to je ena prekrasna stvar. In tako izhajajo torej iz tega oblačenja, obleč svet, seveda z pomočjo anamorfoze, seveda prehod naturalnih struktur v sintetične strukture, v sintetične barve, nastajajo potem te arhitekture, kjer seveda tako partizansko nekako se vleče tudi naturalni element hedera. Zakaj da ne? Torej v tem je tudi, bi rekel, en določen tak puš, ene majhne ironije v teh oblekah. In seveda v zadnji časi me začne zanimati zopet, torej jaz sem bil kipar, učenec Votrove, na stare dni vzameš zopet kakšen čopič, so malo diletantske te stvari, ampak me začne zopet zanimati ta prehod teh klorofilov, če lahko tako rečem. In tudi en moj kolega, František Lesak, en umetnik, ki ga zelo cenim in ki večkrat dela z mano, torej tako se pogovarjamo in imamo podobne analogne teme in se nekako srečamo med umetnostjo in arhitekturo. To so te šole, recimo tudi en hotel v Ljubljani, kjer imamo to difonijo teh klorofilnih elementov, tudi v steklu. In seveda zdaj ta kontrapunktika, se pravi iritacija, seveda to, kar vodi projekt, je en naturalni element, torej je narava, je najlepše drevo tam, kjer pravzaprav človek vidi in razširi roke in reče, joj, kako lepo. Torej ta gestika, ko imate najlepšo stvar, ki je to drevo in ki pogaja celotno kompozicijo, to je en hotel, ki ima hodnike, torej hodnik ni samo hodnik za levo in desno, ampak je samo za levo ali samo za desno in to je to sprehajanje in ta fenomen, torej ta sublimacija tega naravnega elementa, čeprav arhitektura je oblečena v eno sintetično teksturo. In vedno perspektive, pravzaprav vedno gledajo na ta čudež te fotosinteze. Popolnoma se ta stvar spremeni v notranjosti, torej en hotel je vedno en prostor, kjer vedno sanjaš, da boš srečal nekoga, ki se ga celo življenje čakal. Torej hotel ni dom, je nekaj več kot dom. Torej v hotelu, če človek gre v hotele, se vedno pričakuješ, recimo, da se nekaj zgodi, tam seveda narava in fotosinteza in te stvari ti ne morejo pomagati. In zdaj seveda se zgodi, da
človek dobi večje projekte, ki so, ne vem, 30 ali 40 ali ne vem koliko tisoč kvadratnih metrov veliki, so profani elementi, so trgovine, so biroji, torej niso katedrale. In seveda človek začne meandrirati, se pravi, začne formo, ki se kaže prostoru, in formo, ki objema prostor in ki jo moraš zdaj obleči. To je zdaj v italijanskem mestu, Conegliano, eno mesto, ki sem ga izprojektiral, ta nova Conegliano, to je že narejeno. In to je zdaj ta objekt, ki je popolnoma v naravi. To je ena voda, Monticano, in največji objekt, pravzaprav od vsega tega, je ta profani objekt, ker imam te vrtove, ki gledajo na silueto, eno prekrasno vilo, enega klasicista, arhitekta in ta kastel, in ki pravzaprav imamo eno kožo, ki se odraža tako v vertikali kot v horizontali. Se pravi, ista koža, ko pade, je isto. Torej, ne gledamo z okn te mrtve golobe na strehah. Ne? In to so zdaj te teksture, ki še vedno nosijo ta eho teh fotosintez, se pravi, teh naravnih prehodov, ki jih človek abstrahira. In seveda je vedno želja pro historiji. Torej, mi smo študirali, imamo rad tudi stare arhitekture, ko delamo te stvari, skušamo vedno odprtine, ki so, če se da ujeti kakšen kampanile, če se da ujeti neko zgodbo, se pravi tudi ta majhen detaljček, ki je sicer majhen in ni nujno, da se ga vidi, ampak če nekdo si želi to videti, ima ta okvir, ki teče skozi prostor in vidi ta lep romanski kampanile. In potem seveda različne nalaganja, različne perspektive, kjer dobimo to hedero kot reliefni element. No, in vidite sami, so različne teksture vode in zatere in vogali, je zelo lepo narejeno, italijanska in nemška firma. In tako pridemo tudi do parkov, do enega parka, torej, kjer imamo ta celična razdelitev, ne vem, če to točno v slovenščini, celen bau, se pravi, so majhni prostori v enem prekrasnem delu mesta Linz, ki je popolnoma denaturiralo, torej teren vague, pravijo Francozi, torej nekaj, kar je groznega, in prav zaradi tega, ker je grozno, ima eno svojo neverjetno moč, eno neverjetno poetiko. Ta Faust, ne, tisto fautovsko, tisto grdo in umazano in tako naprej. Seveda ta element je treba oplemeniti, ampak mu ne vzeti popolnoma karakter. Ne. Torej se zgodi, da hoteli, ki so bili mišljeni, sem jih spravil na vodo, to so akvadinamične forme, ki tudi potujejo, torej od Donau-Eschingena pri Ulmu vse do romunske delte, in kjer imamo različne prostore, ki človek lahko najame. Torej, ena šola najame, ena firma najame, so prostori, kjer lahko telovadijo, lahko imajo veselice, lahko, torej ta prostor se lahko razdeli med nami, torej ni banalni park, ampak seveda je potrebna ena bazična razčistitev teh stvari. Torej, kako se reče, operacija je estetska naravna kirurgija, ni da me boli trebuh samo, ne? Torej, ena bazična kirurgija, ki je potrebno pravzaprav menjati zemljo in renaturirati popolnoma ta ogromen prostor. To so vse natečaji, in ta park se zdaj dela, in so različni izumi, ena stvar, ki meni vedno všeč, tako kot delam projekte, da je tudi kakšen izum zraven, da ni samo tako lepa arhitektura in lepe kompozicije. Torej, to so ene mreže, ki jih damo v moker asfalt, ki se potem tudi pobarva. Catherine Miller, ena umetnica, ki jo zelo spoštujem, iz Los Angelesa, ki pripravlja te semenske bombe, torej seed bombs, ker lahko jaz predvidevam naravo, lahko predvidevam določene družine, zelene družine, in jih potem seveda danes je to potrebno v enem takem, kako bi rekel, v enem taki gesti, torej v enem takem spektaklu, če hočemo reči, jih vrže na ta tla, te bombe padajo, ptiči, veter, voda, sneg, te stvari razloči in te teksture potem začnejo vezati različne materijale, torej nočem imeti parking za 1000 avtov siv z tistimi rumenimi parkingi, ne, ampak je
pravzaprav en barvan trd asfalt, kjer se voda steče v te kanalete in se ne steče v Donavo. Ja? Potem imamo prod, barvna prod in travo. Se pravi, imamo 3 različne elemente, ampak je ena tekstura, torej ni tako asfalt in potem beli prod in potem travca, ki se pasijo koze. Ne, je pravzaprav en velik urban tepih v enem industrijskem mestu. In ta parasiterna tekstura veže različne materijale. In nastane potem ta slika s temi hoteli, ki potujejo. Recimo, drugi kolegi so zidali tukaj hoteli. Ne? Jaz sem hotel imeti ta lungo fiume in te padajoče terase. To je en Britov, kot veste, Bertolt Brecht. Ne? Bertolt Brecht je vedno hotel živeti ob Britovih. Je rabil vedno ta črno-belo življenje smrt, ne? Mož in žena, torej te diferencijale. No in zdaj pridemo, če že tako govorimo, danes malo govorim bolj o materialiteti, ker to zdaj ni eno predavanje za arhitekta, ampak eno splošno predavanje. Seveda človek se vrača rad na spomine, torej jaz se vračam rad na Kras, torej če potujem recimo, ne vem, z Dunaja do Pirana, ko pridem tam v Postojno, tako v trebuhu pade ena knedla, ne, in vem, da sem doma. Torej tisti moment, ko občutiš, da si del ene kulturne geografije, nočem reči pejzaža, ampak ene kulturne geografije. In to je zame Kras, torej ta kamen in te razpoke in voda, ki te stvari razbije in ta neregularnost, ne, torej ni rezak, ampak je ta neregularnost, ki potem človek gleda in riše toliko teh skic, tukaj je samo ena in počasi te skice preidejo potem v eno obliko, ki bi bila lahko arhitektura. In človek seveda se spomni na ljudi, se spomniš na Oskar je povedal Černigoj, se spomniš na Špacala, se spomniš na te naše tako malo periferne, ne, tako umetnike, na njihove razpoke in potem premišljuješ tvojo zgodbo, ki je tudi taka razpršena, neregularna. To je ena hiša, ki je regularna, ki so zidali Italijani, paladijanska, in to je antiteza tej geometriji, ena taka razbita oblika. Potem so seveda modeli, ko človek skuša, torej ne imeti vse kot salama, ne, ampak te različne nivoje, torej te razbitosti. In potem nastane en artefakt, ki ga zdaj počasi obračaš in študiraš polno in votlo in seveda te razpoke, ampak seveda arhitektura nažalost ni skulptura, ampak zdaj moraš te stvari odpreti in dati okna ljudem, ki delajo. Torej okno je prva tragika arhitekture. Torej, kako se reče, lupina je ena krasna stvar, ampak tisti ementaler, ne, ko se tiste luknje, zdaj morda zveni malo drastično, ampak je res, nažalost, torej tista perforacija, ne, tisti rez v telo je ena grozna stvar. Ja. In seveda kot arhitekti, ker pač delamo, imamo ta profan poklic, se te stvari odprejo in obstaja ena pot in tukaj ta en gospod, ki je morda tudi direktor, ki zdaj gleda na ta nanos te stvari in se čutijo te razpoke. Torej ta ex-kamen, ne? Torej ta kamen, ki si razbil, ampak nažalost, ki ga moraš tudi razbiti, odpreti, ker moraš živeti, moraš gledati, moraš dihati. In zopet so te analogije, torej stvari, ki jih poznaš, ko si bil mlad, ko si gledal te stvari. Jaz sem razstavljal z Črnigojem, ko sem imel 17 let, recimo, ne? In sem mislil, da bom kot ti, da bom umetnik. Ne? In pol pri Votrubi, kiparju, ne? Smo tiste gline, tiste noge in tiste mišiče. In enkrat mi ta stvar ni bila všeč, me začel zanimati zrak med temi mišiči. In tako sem iz teh mišičev šel v prostor, v zrak, v arhitekturo. Ne? Ampak to so ta spomini, ki obstajajo neke čudne analogije, torej človek ne sme biti psihiater sam za sabo, ne, jih moraš pozabiti. In nastanejo recimo neke, kako bi rekel, arhitekture, kjer imaš to diferencijalo polnega in votlega in kjer potem bočno pokažeš te plastične prvine, torej to nihanje v tem kamnu, te razbite stvari v kamnu, ampak vizavi
je ta majhna Italija, ne, ta majhen Mussolini, ki tam gleda to stvar. In nastajajo pol prostori, veliki prostori, ta Pilonova hala in to stopnišče, ki je seveda tudi ena, kako bi rekel, skulptura, in ker imamo te limone, torej to osvežitev s tem kislim, ne, kako se reče, ta želja v tem prostoru, beton in tako naprej, da imamo, da lahko zagriznemo v eno barvo. In nastajajo te odprti prostori, torej mi to imenujemo eho prostor, eho raum, se reče v nemščini. Raum je ena lepa beseda, ker ta AU ti že pove prostor, raum, ne? Ga napolniš s temi vokali. In nastane pač ta stavba, kjer ni enega hodnika, ker so pa torej, leteči prostori, odprti prostori, zaprti, odprti in na koncu imaš to oko, ki gleda zdaj na to naravo in njihov simbol, ki postane potem tekstura. Torej, to je ta logo. In seveda, človek ne sme pozabiti, da je bil tudi enkrat kipar, ne? Torej, tu in tam, jaz to skušam bremzati, kar se da, ampak pol roka te prisili, da tam nekaj narediš. In to je ta, recimo, urban kamen, torej zložen kamen, ki ima en tak urban odmev, medtem ko seveda zdaj pride druga tema kamna, kjer ni urban kamen, ampak je bukoličen kamen. Se pravi, so kamni, ki jih najdeš pod zemljo, jih daš ven, 15 delavcev, pri Makedoncev, pod Dalmatincev, kaj jaz vem, in potem odrediš formate, suhi zid, ki so ga danes pozabili, danes, nažalost, jaz sem moral učiti te ljudi, kako se dela zid, ne? Popolnoma pozabili. Danes imate zide, kjer imate te kamnite knedle v tej moki, ne, ki plavajo v teh mineštrah, če gledate po teh naših geografijah. Ne. Torej smo zgubili popolnoma ta eros za heaviness, kako se reče, za težino enega materijala. Ne. In to je bila pravzaprav zelo enostavna formula. Kamen mora biti neperfektno klesan, grobo klesan, 3 do 4 formata, tam, kjer je fuga debelejša od palca, torej daš palec in vidiš, če je fuga debela, potem vzameš tiste kamenčke in jih nabiješ notri, ampak brez malte. Torej, to so zidi, ki ni niti 1 milimetra malte, samo suhi zid. Seveda, v teh naših kulturnih geografijah, če ena pokrajina zgubi suhi zid, je kot en narod, ki zgubi jezik. Ista stvar. In zato je to delo, torej, ni bilo tako, bi rekel, samo eno funkcionalno, ampak tudi polemično delo proti tej izgubi. In je pravzaprav ta narava, ki je tudi tako, mislim, so kot prsti, ki se najdeš na meji med Hrvaško, med Slovenijo, med Italijo in tako naprej. In pol imaš eno sekvenco teh zgradb, torej eno lokomotivo z različnimi funkcijami, z različnimi hierarhijami, privatna, na vodi, hiša in degustacija, to je ena vinarija. Nad Dragonjo, produkcija, pol je ena oljka, ker ni vino, je tako eho Grčije, ena matura, majhna matura, kjer se spremeni ta pot. In to so zdaj ti prsti, te roke, ki se rokujejo na meji, Belvedere, kjer vidiš Campanile Torcella, vidiš Piancavallo, ne, proti Cortini, torej vidiš pol Evrope in pod tabo je vino. In so materijali, torej kamen je avtokton, ta les pa je nekaj, kar smo mi začeli, smo bili prvi, ki smo ga na Dunaju pred leti že imeli, en španski materijal, torej je nekaj, kar pride od drugod, ne, torej ti se poročiš, ko se reče, z eno Španko, in sin je lep, črne lasi, modre oči in zna dvojino. Ne? In to so recimo zdaj te tople, torej te tople površine, te tople teksture, in potem je ta prehod v suhi zid, v kamen, torej ta sublimacija tega avtoktonega materialiteta, ta suhi zid in kraški dimnik in te lepe stvari, in pol je privatna rezidenca. To smo vadili z delavci. To so bile vse vaje, kako delati zid. 100 metrov,
Najlepši je tako, ko smo ga končali in škoda, potem se konča in človek bi rad še naprej, ko vsi vse vejo. Ne? Recimo to so krasne stvari. To so vaje. In to je ta voda in ta luč, ki skače od vode gor. In prav tako na vodi so ene hiše v Ljubljani, ene hiše, ki so zadnja parcela na Ljubljanci, torej ena hiša, ki gleda na to likvidno in druga, ki gleda na grad in na zeleno. Torej so tako, recimo, sprojektirane, so te dve hiši v keramiki, torej v zemlji. Parter je še vedno ta moj grški kamen, bil mišljen, investor je pol zbral in drugi, ker je pač z ekonomskih razlogov, ampak ideja je ta, torej na tej Grčiji, na tem Cipollino Greco je ta zemlja temna, ker je odprt prostor, iluminiran, in tam, kjer je prostor bolj temen, pa je ena taka rumena keramika. In seveda človek najlepše živi, ko ima vtis, da je v svoji hiši. Ampak če imaš svojo hišo, pomeni, da ta hiša je drugačna, kot so druge. In se pravi, da v eni hiši, kjer stanuje dosti ljudi, moraš najti en recept, da nekomu ponudiš, da se počuti kot v hiši. In zato tukaj smo skušali ponuditi eno francosko okno, ki stane manj, ponuditi eno lođo, en balkon, ki recimo veže, ne vem, sobe, otroke in tako naprej, in en bovindo, torej en erker. In zdaj skupaj s temi ljudmi, ki so želeli te stvari, eni so imeli malo več denarja, drugi malo manj denarja, smo mi pol začeli komponirati te fasade. Torej, te fasade so slučajne, niso, kako bi rekel, tako hierarhične, ne? Ampak vsakdo naj bi imel vtis, da stanuje v enem izbranem modulu. In tako nastajajo te reliefne kompozicije in ta dialog novega in starega. In pogled teh erkerjev na ta zeleni paradiž. To je ta temnejša in ta svetlejša in ta cokla. In različna seveda ta igra teh perspektiv, reliefov. Prav ista priča Benetke, torej jaz sem imel srečo, moram reči, da sem imel možnost zidati, torej 4 stvari, intervencije 4 stvari, to je ta zdaj na Giudecchi, ta je zadnja za beneškega patriarha na Markovem trgu, Capezaro, muzej moderne umetnosti, in to je ta kvartir, kjer je bil natečaj. Prvo nagrado je dobil zelo dober italijanski kolega, Zucchi, za masterplan, jaz sem dobil drugo nagrado, Gino Vale je bil v žiriji, arhitekt, ki ga zelo spoštujem, ki sem ga zelo spoštoval, bi moral reči. Ampak kot kompenzacijo sem dobil potem najlepši del, torej ta del, kjer se kanal sreča z laguno in ta del, torej te temno-rdeče hiše. 5 hiš, in ker sem skušal misleč na to Venecija povera, se pravi ne na tisto megalomansko metreso Benetke, torej ne na tiste Benetke, ki so vse pojele, ki so vse oduzele, ki so vse reinterpretirale in so prišle do svoje specifične identitete, ampak Benetke teh revnejših prostorov. Egle Trincanato, ena žena, prijateljica od arhitekta Samona, je napisala eno lepo knjigo Venecija minore. In torej variante so ta palaceto, so vrstne hiše, različni materiali, opeka, med, kamen, torej zopet ta priča o teh materialitetah, altane, od kjer vidiš najlepši pogled na svetu, in te mostiče in ta najbolj reven element, ki je ena hiša, ki ima samo en modul. Je lahko okno, je lahko terasa, je lahko soba, in ob Benetkah tudi, ob teh hišah na Giudecchi, tudi ta lepa stvar, ki smo jo delali 8 let. Če bi vedel vso to zgodbo, sigurno danes ne bi začel več delati tega dela, ampak to je križanje, kako se reče v Benetkah, ne? Ti to veš, temi sovraintendenti in tako naprej. Torej, jaz sem jih preživel 4 sovraintendentov, teh, kako se reče, Damjan. Ja, torej ti varuhi spomenikov, kako se reče, ja. Ne vem besede točno, ne. In te stvari, ki smo jih napravili v arhitekturi, smo jih napravili vedno v tistih 2-3 mesecih, ko so menjali enega za drugega, ko jih ni bilo. Torej to, kar boste videli, so pravzaprav ti
arhitektura intervalov bi lahko imenovali. Ne? To je najlepša, kot veste, baročna arhitektura v Benetkah. Arhitekt jo je doživel samo do tukaj, tega ni videl pol. In to so zdaj torej strategija je ta, da ta ogromen palaco Capezaro, ki je muzej moderne umetnosti, ne bi mogel stati tako, kot je bil. Torej, tukaj povsod tečejo proteze, železne proteze, 35 metrov, stopnišče, se kažejo zunaj. Torej, je ena struktura, železna struktura v kamniti hiši, ki to drži. In imamo te prostore, torej to so novi prostori, to je en atrium z majhnim restoran, galerijo in tako naprej. Tukaj se ne plača, torej to je del mesta, se lahko sedi na Canal Grande, se lahko pije in kampari tukaj. Medtem kot gor pol je muzej in scientifične sobe, torej tam, kjer luč gori do jutra. In tu imate pol te proteze, ki pravzaprav so poti, ampak so tudi statične funkcije, torej stvari, ki držijo ta stari kamen skupaj. Ne? In potem se kažejo, pridejo ven iz zidov in se kažejo kot proteze. In vedno ta konflikt, ta dialektika, staro-novo, črna voda, torej ta ideja, ki pride z Orienta, voda, črna voda, kot v Perziji, in ta iluzionizem, torej ta iluzija Benetk, ta neresničnost, refleksije in te stvari, ki so zelo pomembne za Benetke. Recimo tukaj imate tudi kolono od Sansovina, kjer kažem ritmiko v teksturi stekla. Torej ta stakato. Akvamarin, Vedova, moj velik prijatelj, znanc, prekrasen človek, ki ga ni več. In potem te ploskve, ki se lahko dvigajo električno in grejo dol za manjše, za večje slike, čisto nove svetlobe. In zdaj od te reanimacije starih objektov na stanovanje, recimo ena hiša, mi smo dolgo potovali v Perzijo, Orient, Turčija, jaz sem bil, 3 mesece v Istanbulu, torej naš profesor Roland Reiner, torej za nas Michelangelo je bil istoveten kot Sinan, torej nismo imeli tisto rasizem renesančne kulture in tam so Turki. Ampak Sinan in vse te stvari za nas so bile isto tako pomembne kot tista klasična, bi rekel, arhitektura. In tam seveda se človek nauči, da v življenju ni tiste plus minus nula, ker zidamo vse navzgor in spodaj pa je zemlja in kantina, ampak da si vedno med prostoru, da si vedno v nekem med prostoru, torej ne veš, kje je nula, ali je to zdaj bazen, ali je mostiček, ali je piaceta, to je ena hiša, torej hiše v hišah, kjer imaš eno simbolično os, torej ogenj in voda, zvor, ogenj, in to nosi, torej mrzlo in toplo, ta os, ki nosi hišo in 12 različnih nivojev. Torej si vedno los, torej mi, ki smo tudi študirali te stvari, losov in ta pozitivizem, filozofijo, Carnap, Mach, fizike in te stvari, torej smo vedno imeli to ljubezen do teh različnih zračnih volumnov. In v tej hiši so majhne hišce, utaknjene notri, za njega, za njo, za prijatelja, tako da človek ima tudi eno avtonomno življenje, ampak eno skupno življenje, torej kot mesto. In to so zdaj različne slike, to so te hišce, evo recimo, to so te hišce, ki gledajo ven, v naravo, tik ob naravi, torej si prav ob drevesu. In to je ta os, torej izvor, voda in ogenj. Če pridijo zdaj ljudje in tukaj je kaos, pritisneš tukaj in to je pravzaprav opak, torej ne vidiš skozi. In to so zdaj ti različni, ta instrumentarium, te iti gor in dol v tej geometriji tega artefakta, te arhitekture. Torej so tudi omare, ki pa niso omare, je tudi stopnišče, to je tak velik kontejner, ki je nad 3 nivoje. In seveda potem skrb za socialno arhitekturo, torej ne samo vile, ampak tudi socialna arhitektura na Dunaju, kjer pravzaprav imaš malo denarja, torej 600 evrov, s temi 600 evri moraš napraviti eno kvadratni meter, mislim, in moraš napraviti eno pošteno hišo, torej zdaj jaz ne bom dosti govoril, ampak to je naša skrb bila, jaz tega danes več ne delam, ker imamo premalo prostora za
za arhitekturo, ampak pač takrat je bilo pomembno imeti te biološke stvari, to je zdaj zeleno, torej imeti te vertikale, jardin vertikal, francoska tema, imeti te skupne prostore, 30 metrov in prekrasen prostor, Peter Handke ima tukaj predstavlja knjige, torej so kulturni prostori v tem delu in balkoni niso samo privatni balkoni, recimo od tukaj naprej, ampak so balkoni srečanja, ker lahko govorim, ker se lahko srečujem. Od teh stvari danes nastajajo dosti hoteli, to je ena stvar, ki delamo zdaj na Dunaju, torej to je razmaknjen en hotel, od kjer imaš vedno različne perspektive, torej z vsake sobe imaš različne perspektive, nastajajo veliki objekti, center molekularne, biomolekularne in tako naprej. Ja? Torej to so tudi mesta, so tudi hiše, to ni cerkev, ampak je ena dvorana, torej nastane to veliko okno, ki gleda na mesto, od zadaj pa je ulica in nastajajo vedno ti prostori. To je ena taka tema, ki se v mojem delu vedno vreče, ta eho, ta želja po eho, ja, ta komunikativnost skozi zrak. In to je ta pravzaprav mesto v hiši in te prostore, ker se zopet imamo ta klorofilni element, ki se vedno vrača. In seveda meeting pointi, torej, kako bi rekel, provocirati srečanje, ti ljudje, ki delajo, so vsi mladi ljudje in informacija ne nastaja na kongresih, ampak nastaja v pauzah, ko kadiš, ne? Ta prava informacija. In tako naprej. Vertikale v mestu v zadnjih letih 220 metrov, Pajhin in Weber, tudi arhitekti z mano, 400 stanovanj. Torej to so taki, bi rekel, mega projekti, ki so bili potrebni Dunaju, se pravi enemu delu Dunaja, ki je bil mizeren, ki so bila smetišča na taki fantastični poziciji, izprovocirati en tak artefakt, ki potem kot magnet privleče drugo življenje, ki ga delijo drugi. Torej klicaj v sintaksi mesta. In to so zdaj te različne vertikale, Torino, kjer je prvi nebotičnik v polimeru, torej ne v steklu, to so materijali, ki zdaj raziskujemo v Stuttgartu z Wernerjem Sobekom, s temi fantastičnimi kolegi, ki so konštrukteri, zame najboljši na svetu sploh, in kjer raziskujemo, je zopet ta priča, ti novi materijali in tako naprej in tako naprej. Torej ta eros haptičnosti, ki je meni tako zelo potreben v arhitekturi, torej ne stilsko mišljenje, ne tista dekonstruktivist in tako naprej, ampak ta eros materijala. V Ljubljani tudi en nebotičnik, en natečaj, ki smo zdaj zgleda zmagali. Verona, tudi so malo biomorfne forme, ki jih delamo. Milano, terakota, Milano Brera, torej barvitost enega mesta, dati v eni hiši, ampak tudi tukaj so velike plošče, keramične, z notri aluminijem, ki ga vidite tukaj, in z senzori, tako da si vsakdo lahko v tej hiši napravi svojo luč, da lahko sam sebe iluminira, čeprav hiša je ogromna in imaš te lifte, ki grejo gor in dol in spodaj je en velik muzej, kjer ljudem pokažemo, kaj mesto dela. Torej ta velika informacija ljudje ponavadi ne vejo. Naenkrat vidijo, na hiša je zgrajena in je že tu. Torej ta informacija, se pravi te prizmatična, ti pleksiglasi, kjer svetloba prodre, ampak odbija toploto. Torej to so Bartenbach in sodelavci, to so vedno taki izumi, ali pa ta banka v Frankfurtu, ki se ne bo delala, ker zdaj, kot veste, banke imajo ogromna denarja in ne vejo, kaj napraviti z denarjem. Tako da te stvari se nažalost ne bodo delali, ampak en tak velik iluminiran meander z majhnimi piacetami, ali ta muzej, ki ga zdaj zidamo v Franciji, Limožu, tudi natečaj, ki smo ga dobili, kjer zopet so ti izumi, ki se vlečejo skozi arhitekturo, skušamo porcelan nobilitirati, torej porcelan ne kot chinoiserie, ampak kot industrijski material, ki pravzaprav drži, kot drži železo, ampak obenem je tudi luč. Ja, torej lirika in epika v enem materialu. To so ti elementi, ker imamo tudi v teksturah trd porcelan. Torej pokažemo to fizično moč in translucidnost enega materijala. In seveda zdaj Dunaj,
torej ta nov svet, ki ga diktira turbokapitalizem, v katerem danes živimo, ker moramo tudi paziti, kateremu se kot arhitekti ne moremo izogniti, torej ne moremo iti v puščavo, kako se reče, ne moremo pozabiti vse, ampak moramo imeti ene določene, kako bi rekel, dihotomske strategije, da, kako se reče, klientu ne nagajamo, ampak tudi če ne povemo klientu celo zgodbo, mislimo na tisto, kar bo projekt morda čez 20 let še držalo. Torej ta, kako bi rekel, to dvojno pot, tisto etično in seveda tisto, kjer moraš zadovoljiti enemu človeku, ki investira zdaj, ne vem, 200 milijonov evrov. Torej tudi to moraš znati, kako napraviti. In to so ti veliki trgi, to je najbolj anarhičen prostor na Dunaju, droge, prostitucija, manjšine, prater, torej en fantastičen, agresiven, anarhičen prostor, ki ima na svojo neverjetno moč, zato tudi v tem slučaju ga nisem hotel izgubiti to kulturo, recimo drugi kolegi, seveda arhitekti rad zidajo in so zidali, kaj zvem, nebotičnike in tako naprej. Mi smo hoteli napraviti kot če tako na eno banano, veš, tako se, da vidiš katedralo, ampak je ta polimerna pijaca, ki se deli na 3 dela, je ena odprta pijaca, torej pokrita, ampak odprta, en zaprt prostor z enim velikim centrom za mlade ljudi in ena železniška postaja. In to so zdaj te foajeji, veliki urbani foajeji z grijažami, z geometričnim zelenjem, ki potem prodre in gre v prater in tam je tisto organično zeleno in z temi termično zaprtimi prostori, kjer lahko znotraj zidamo z zelo lahkimi materiali in imamo te pasaže, ki nas vodijo v underground ali pa na vlak. In to je zdaj ta artefakt, torej zdaj delamo en del, to je ena grozna, velika polemika v zadnjih letih, kjerkoli delamo so polemike, v Zagrebu imamo veliko polemiko, na Dunaju imamo veliko polemiko, torej zdaj verjetno se bom tudi jaz moral malo umiriti. In seveda, ko delamo te stvari, in to traja dolgo leta in leta, potem kakšenkrat, ko človek ne moreš več, narediš broško. Recimo, zakaj ne? Naredim broško za svojo ženo. Ja? Ki ima ta eho teh pokritih prostorov. To je zdaj naše največje delo, Punta Scala na Hrvaškem pri Zadru, na tečaj, internacionalni imena, ki jih poznate, in tako naprej, ki smo zmagali, ponavadi, ko zmagate, vam dajo eno ali drugo stvar, in ne vem zakaj, verjetno ne, ker smo tako dobri, ampak verjetno tudi iz ekonomičnih razlogov smo dobili vse. Torej, to je ena investicija 240 milijonov evrov in je eno mesto, pravzaprav en resor in mesto 3500 ljudi. To je že zdaj grobo narejeno, to se že vidi, zdaj se prekriva, ampak imamo športno halo, imamo cerkvico, en center, kaj zvem, apartmaj in to je ta 6 šterne, torej 6 zvezdic hotel, familijen hotel, to so pol vile, stanovanja in tako naprej in tako naprej. Ta projekt se že zdaj vidi, to je ta wellness in spa in seveda človek skozi ta potovanja, Sinan in Azija in Perzija, ta ljubezen za luč, za barvano luč, torej ta prodor nefizičnosti v fizičnost. Beograd, smo tudi zmagali muzej Science and Technology, to se zdaj tudi dela, torej je en muskularen objekt, to je en tak pere, torej en eho iz Pariza, v Beogradu te stvari ne vejo, nažalost, ampak je en tak eho, ki prihaja iz Pariza, pere, torej prva betonska arhitektura, kot veste, tisto, kar je Eiffel bil v železu, je bil Hennebick v betonu, torej eksporter patentov. In to je tak eho iz Pariza, kjer bo ta muzej, in to bo tudi muzej, ena velika infrastruktura, z enim prostorom, enim javnim prostorom, kjer se ljudje sprehajajo, ampak tukaj niso rožice, ampak je agrikultura, so traktori, namesto skulptur, so tiste pumpe, torej vse, kar je industrijsko, je pravzaprav ta zgodba te prve tehnologije. In to so ti materijali, ki jih zdaj skušamo spraviti skupaj, torej ta profan material, torej ne tisto lepuškasto, ampak tak, ja. In seveda umetnik in situ, torej želimo povabiti 4 umetnike na leto, ki so tukaj. Ta muzej ima ogromno tega železa, ki ne vejo, kaj delati z njim
In zato bi želeli, da recimo umetniki te stvari, ki ležijo, da jih spremenijo, se pravi prikazati tudi rezistenčnost in možnosti enega materijala, ki je bil mišljen recimo za avto, ampak se lahko spremeni v eno drugo fantastično stvar, torej ta double life, ne, enega materijala. To so potem auditoriji, temporalne razstave in tako naprej. Muzej za Novi Sad je ta most, ki gleda, ta muzej, ki gleda ta zrušeni most, ki so ga zdaj napravili, seveda analogije so tu, kot jih vidite, je en transluciden prostor, kako se reče, lupina in kern, v slovenščini se reče, jedro, ja, torej tema, ki je tudi en semperovski motiv, lupina in jedro, je en transluciden en element, ki ima eno svojo, torej to so ti zadnji, bi rekel, muskularni elementi, so mišičasti elementi, ki imajo v sebi eno tenzijo, torej nekaj hočejo, niso samo tako minimalistično pravokotni. In potem notri imate to, v tej lupini imate to jedro, kjer imate 3 različne nivoje za stalno zbirko, za temporalne stvari, za druge stvari in na koncu so ti restorani in te stvari, ki gledajo pol na Donavo. Torej eno sprehajališče, vi greste skozi muzej, tukaj ne plačate, plačate šele tukaj. Torej mesto. To so še bolj nori projekti, to so novi zdaj investori, ki so zelo zanimivi investori, ampak tudi agresivni investori in iščejo nove funkcije, torej ti shopping centri in vse te stvari, to je že over, kot se reče, že mimo. Torej so novi, ki iščejo nove stvari, torej moraš paralelno z njimi misliti. Ideja je, da za 20 let ne bo več snega v srednji Evropi, a ne bo več tega turističnega snega, ne bo malo snežilo. In to je zdaj en ski dom, torej tukaj Herzog de Meuron, so se zidali ta stadion, futbal, zelo lepo, površno narejen, ampak en lep tak artefakt. In zdaj celo mesto Garching teži tukaj, tukaj se zgodijo te parasitarne teksture, vse beži v ta magnet in župan si je želel nekaj, da te konje, ki tečejo, da jih nazaj v mesto potegne. Ne? In ti mladi industrijci so prišli in nastane ta pot, torej ta smučarska pot, tukaj greš gor z liftom, tukaj je hotel, tukaj so garaže, shopping center, event, torej en ogromen projekt, ampak teza, vertebra je smučanje, umetno smučanje. Je še en socialni moment tukaj, da v Nemčiji, recimo imate gor na severu, imate 33% nezaposlenih ljudi, ki jih treba zaposliti, ne? Ampak Nemci delajo, kako se reče, vakance, delajo počitnice, ne? Bežijo 2,5 meseca na leto. Zdaj mannesman in da 15 dni zate, rečeš točno vse, kar hočeš, skakati v vodo, tenis, ne vem, na hribe, ti naredijo en tvoj program, individualen program in dobiš ene bone, da ostaneš v Nemčiji. Ne? In dobiš bone za take stvari in zdaj se zgodi, da ponedeljek, ko ljudje pridejo na delo, imajo o čem govoriti, ker ti ljudje nimajo več kaj govoriti med sabo. Je tudi en sociološki problem. In to so zdaj te nove plošče, torej novi materijali, kjer, kot vidite, imate zdaj, jaz ne bom razlagal, torej to je ta steza za smučanje in to so različne zdaj funkcije, torej to veliko mesto v mestu, to so zdaj zopet ti nekontekstualni projekti, kot sem povedal prej, torej projekti, ki niso kontekstualni, ki nimajo memorije, projekti, ki so narcisi, ki so samo zaljubljeni, ampak v bodoče bodo, kot so bile katedrale, bodo tudi oni del kontekstualnega. In zdaj ob koncu pokažem še Napoli, to je ta projekt, ki ga zdaj delamo, 12 arhitektov, brez natečaja, je dobilo tukaj ene pozicije, jaz ne vem, zakaj sem imel veliko srečo, ker sem dobil to pozicijo na Chiaji, ki je ta zaliv, se spomnim, na Bienali, ta Landesvater, ne vem, ta politik, ki ima to regijo, rekel, Podreka, vi ste srečen človek, sem rekel, zakaj? Sem rekel, vi ste edini, ki ne bo našel nobene arheologije spodaj. V Italiji, ko najdeš arheologijo, se vse ustavi. Ne? In takrat voda je šla do tukaj, fašistična Bonifika, kot v Kopru, je tukaj, ne, ni fašizm, je bila napoleonska takrat, je nastavljena velika pijaca, to je zdaj ena druga zgodba, ne? Ampak v
mentalni strukturi teh ljudi, ki tam živijo in ki poznajo svoje mesto, je to še vedno voda, čeprav ni voda. Torej ta rob arhitekture je rob za eno vodo, ki je ni, ki je boschetto, ne, kot pravijo Italijani. In seveda zdaj skušamo z eno firmo iz Verone te metafore, torej te intarzije, terace, te vode spraviti na to veliko piazzo, z eno veliko pergolo, ki pokriva stvari, ki so historične, ki gre mimo palm in tako naprej. In delamo to arhitekturo pod vodo, 100 metrov, kar 35, 3,5 metre debel beton za metro, ampak je eno mesto pod vodo. Torej imate kino, imate tiste library, različne prostore in to mrežo, ki pod vodo seveda ne drži ribe, ampak celotno informativno tehnologijo, torej informacijo, in ker ti sežeš, tudi si informacija s tvojim telefonom, s tvojo uro, torej greš skozi to informacijo, ker regija in mesto označuje vse kulturne dogodke, vse, kar se pravzaprav dela v tem mestu. To je zdaj ta podvodna arhitektura. Kogler, to sem ti rekel, ta umetnik, ki zdaj na Dunaju ima veliko razstavo, ki dela ta ogromen pano in na koncu želim se pokazati in zaključiti še to, kar smo napravili za predsedovanje Slovenije v Bruslju, torej 3 stvari, en interjerje, eno razstavo Ljubljana in ta Plečnik, ki skozi galopira in ki že počasi gre na nerve, ne, ta Plečnik je že ena taka, gospod Prelovšek se zdaj smeje, ampak je pač tako, ne, počasi te stvari je treba tudi pozabiti. In je ta slika te Ljubljane, torej teh klinov, teh zelenih klinov, ki pravzaprav dajejo nek prostor, torej označujejo eno kulturno geografijo, ki se tam zgodi z eno centričnostjo in ta urbanizem postane hiša, torej postane en artefakt, torej ena hiša, en prekrasen prostor smo dolgo iskali, v Kraljevem muzeju smo našli to stvar, torej ta fantastičen prostor z enim okulusom, in ker sem postavil to translucidno z pomočjo, z vašo pomočjo, ta gospod, kateremu se zahvalim. Zdaj ostanite, da boste dobili en lep aplavz. Je to stvar zelo, zelo lepo napravil, ja? In tukaj je pač ta teza, torej arhitekt, ampak ne samo arhitekt, ne samo bodybuilder, ne arhitekt, ampak njegovo mesto. Ta arhitekt je njegov milje in to mesto. In to je zdaj ta razstava, ta človek, ki zdaj gleda nas, ki gledamo tudi njegovo razstavo in imamo temne prostore, kjer imamo notri torej film in te stvari, ki so sintetične, ampak model veže risbo in sintetični film. Torej, jaz gledam ta model in zdaj razumem notri, kako odgovarja v življenju, ampak zunaj, kako je ikonografija slike tega objekta. In to je zadnja slika, zdaj ta monolit pri palači Lipsius, kjer imamo v 24 jezikih tega Prešerna, torej živeli vsi narodi in to stvar, ki sem tako sam malo tudi tako sklesal, torej to žilo, sem iskal tisto žilo, pa to je ena dolga stvar, ki ne bom povedal, in je bila tako, bi rekel, tako ena homaž tej novi Sloveniji v tej čudni in polifoni Evropi. Hvala lepa. Ja, za zaključek še, če obstaja kakšno vprašanje, ampak mora biti zelo globoko srčno. Kakšne stvari, ki ste mogoče sanjali, ali pa ki želite izvedeti tudi najbolj banalne zadeve, ker tukaj je, da odgovori na najbolj težko vprašanje, ali pa na najbolj enostavno. Prvo vprašanje je tisto najbolj hudo, ki noben si ne upa postaviti, ga moraš postaviti ti. Kakšna je
v tvojem življenju, malo bo 70 let, največja skrivnost vseh skrivnosti? Največja skrivnost? Vseh skrivnosti v tvojih izkušnjah. To moraš vprašati enega tvojega guruja. Mene vprašati, če mi je všeč teran ali refoško rajši. Tudi ta odgovor je dober. Ne, je težko odgovoriti, veš, tako ad hoc na taka, Absolutno. na tako vprašanje. Ja? So taka globoko, tukaj bi ti odgovoril Heidegger in v Sloveniji recimo Kocbek boljše na tako vprašanje, kot jaz, ki sem tako malo bolj tudi mediteranc, ne? In ker imamo rajši te trdne snovi, torej snovnost, ne? Ki imamo rad v roki snovnost in verjetno kakšnekrat ne gremo preveč v te globine. Ne? Torej teorija, zdaj je ta drugi teden v Stuttgartu, veš, 40 let inštituta za teorijo. Ne? Ta De Bruyne, to je zelo fantastičen človek na tej študgartski naši šoli. Ne? In tam je tudi to vprašanje, katero zdaj jaz razmišljujem, ker moram imeti predavanje, torej ta teorija in filozofija, še posebej filozofija in arhitektura. Ne? In jaz mislim, da recimo teorija in filozofija, kakšenkrat so imeli ta bremz efekt arhitekture. Torej človek je preveč verjel v, kako bi rekel, v te hipoteze življenja in skozi ta tunel želel delati arhitekturo, je šel skozi en črn tunel. Arhitektura je tudi laž, arhitektura je tudi nekaj, Labrust je verjel, da v Siciliji, ko je bil tam, ko se je zemlja tresla, ne, da so tam bili eni Fenici, da pravzaprav celotna arhitektura izhaja od tam in je tudi tako delal. Se pravi, francoska tradicija arhitekture, ki je fantastična. Corbusije so vsi delali, Le Brust je eden moj najljubši arhitektov, čeprav sem semperijanc in semper ni maral Le Brusta, ampak je fantastičen arhitekt, ampak ta stvar, ki je sledila, ki je postala tradicija ene zemlje, je bila skonstruirana na laži. Morda tudi Plečnik je mislil, da so Etruščani in tista štorija in je delal tiste kapitele in tako naprej. Torej, obstaja v arhitekturi neka neverjetna, kako bi rekel, nek trden egoizem stroke, ja, ki se ne da razmatranju, ki je filozofija ali ne vem, ali kakšna teorija. Torej, arhitektura se tudi, je tudi proti tem špekulativnem odnosu do sveta. Ne? In to se meni zdi ena zelo lepa stvar. Ta avtonomija grajenja, recimo ta arhikultura, o kateri sem govoril. Ne? No, ampak recimo v tem delu, tukaj danes smo videli, da kljub temu, da je tukaj stroga pred nami, stroga realna življenja, v katerem živimo, in ti si pravzaprav z nevelikim entuziazmom začel čistiti ta turbo situacijo, ki je danes. Ne? In kljub temu v tem tvojem delu, da se pravi, slabega si ti obrnil dobro, iz teme si napravil svetlobo. In to pomeni, da si zelo duhoven človek, ampak tudi zelo realen. Hvala lepa. Mislim, da tukaj se vidi ta svetloba, ta arkobaleno, ta sijaj, ki je izredno pozitivističen. Veš, tako, ko človek naredi predavanje, izgleda vse tako lepo in tako, veš, so tudi dosti porazov v karieri, veš. No, je dosti, kako bi rekel, na predavanjih te stvari ne kažeš, ker hočeš povedati, kako si dober in kako si kaj, zvem kaj, ne. Ampak če bi nekdo drugi gledal na celotne stvari, torej je tudi dosti stvari, ki bi človek želel napraviti in ki jih ne bom nikoli napravil, ampak jih nosim v sebi, ne, torej, ki ti dajo moč, da narediš druge stvari, ker jih reflektiraš skozi te želje, ki se nikoli ne bodo zgodile. Ne. Torej, zdaj nočem biti ala Nietzsche in tragika in te stvari tako patetične, ampak so stvari, ki pač so tudi porazi, ni vse tako lepo. Ja, gotovo, brez stopnic ni niti svetle točke, ne, ampak tukaj, ta sanje, bi lahko rekel, ta vizija je tukaj prisotna v tvojem delu. Ta velik optimizem, veliko sonca Mediterana in pravzaprav sreča človeka, magari ko spijem kozarček terana. Čeprav moram reči, čeprav to sem morda pozabil povedati, veš, torej ta mediteranska lahkotnost, ne, kako bi rekel, De Chirico, recimo tako, da De Chirico zame je bil zelo slab slikar, ampak je bil en literaren slikar, Breton je bil zaljubljen v njega in napravil neverjetno kariero, ampak če primerjaš enega Sironija, ki ga noben ne pozna, in enega De Chirica, kar je faktura slike, je en je velikan in drugi je, oprosti, diletant.
In to so take, veš, korekcije, ki tudi mene zanimajo. To govorim zato, ker mene je recimo severna arhitektura, Asplund, Leverenc, morda veliko bolj naučila kot mediteranska arhitektura. Ker mediteranska arhitektura je nekako tako mama. Ne? Mama, lepa ali slaba, je mama. Ne? Ja, tako je. Ampak te stvari, ki jih iščeš nekje drugje, torej ko gre za vogal, ko gre za detajl, ko gre kako spuščaš vodo, kako bakar obrne, torej vse tiste štorije, ne, tista mehanika. Jaz sem se recimo na severu ogromno naučil. Tukaj se vidi v tem delu ta severni sij, Ja, ne? ja. Ta, bi rekel, mogoče ultima thule, ko je že Verkala iskal, to se pravi, iščemo danes te civilizacije, ki so bile in pozvojo taka obdobje, zlato obdobje prihaja in tukaj se čuti in to je, se mi zdi fantastično. Dajte vi zdaj vprašati, kaj, da ne bo en tak dialog. Jaz bi se zahvalil najprej za sjajno predavanje. Vprašanje je bilo pa bolj iz domačih logov. Kako vi gledate na stanje v arhitekturni politiki, arhitekturi pri nas? Jaz nisem strokovnjak za to, ampak meni se zdi, da mi hočemo vse zavarovati, kar je starejše od 3 let, na koncu ničesar ne zavarujemo, da imamo velike probleme s kakšnimi malo večjimi projekti, da pri nas takih stvari, ki ste jih kazali v Novem Sadu, v Srbiji, Hrvaškem, o takih stvarih se ne govori, mi dramo večkrat dozidamo, namesto da bi novo naredili. Poglejte, če zdaj tako čisto recimo subjektivno govorim, ne, če grem delati v Benetke, me imajo za ultramodernega arhitekta. Če bi šel delati na Nizozemsko ali nekje drugje, bi bil konzervativen arhitekt. Ja? Torej, ta sinusoid, ki gre skozi Evropo in se nanaša na tradicije, na te stvari, ki jih pač imamo rad, ja? Je vedno, ob tem je vedno drugačni zorni kot gledanja. Torej, jaz sem vedno veljal tako za kontekstualnega arhitekta, ti si omenil Scarpo in tako naprej. Scarpo je bil prvi, ki je hotel kupiti na mojo risbo. Jaz sem seveda sem jo šenkal, ne, ker sem bil zaljubljen v njega, v te stvari njegove in tako naprej. Ne. Ampak moram reči, da pol, ko si malo starejši, odkrivaš, da je barbar v tebi izumrl. Se pravi, da dobiš neko voljo, ko že znaš tako par stvari, ja, ko imaš tvoje teme, ko imaš tudi možnosti, da te stvari delaš, veš, mene zdaj vleče več na barbarja kot na profesora latinščine. In to je ena stvar, ki jaz ne znam razložiti, ne? Ampak verjetno tudi vreme je tako, se pravi, zdaj pridem torej se vrnem na vaše vprašanje in zdaj me bo gospod Prelovšek seveda tolkel po glavi, ne? Ampak jaz tudi mislim, da bi morali imeti en bolj korajžen, kako bi rekel, na teh stvari, ki seveda ne bomo uničevali katedral, ne bomo uničevali prvin in tako naprej, ne bomo uničevali ambientov, ki so zaokroženi, ne? Ampak jaz mislim, da smo preveč zajci pred kačo. Kakšne mlade, dajte, kakšno vprašanje. Tukaj je profesor, dajte. Ne se bati. Kje je tista punca, ki mi je dala, ona bo kaj vprašala, ki mi je dala gumo? No, kaj boste vprašali zdaj? You are condemned to ask. Ja, v mojem ateljeju, jaz sem dvakrat napravil napake, v mojem ateljeju ne gre niti ena risba ven, da jaz jo ne vidim. To je zelo neekonomično, tu zgubimo tudi denar, ker jaz tudi potujem, ampak to je ena maksima, ki se držimo. Ja. Torej, sodelavci, ne vem, če kdo drugi to ve, da kakšenkrat sem tudi antipatičen zaradi tega, ne? Ampak je pač tako. Ja, dobro, hvala lepa in se vidimo jutri. Thank you.